Pozdravljeni. McLaren MCL 35 je eno izmed prijetnih presenečenj sezone 2020. A verjetno ste vsi opazili, da v zadnjih dirkah so njihovi direktni nasprotniki naredili kar precejšen korak naprej, medtem ko pri McLarenu so kot da bi stali na mestu. Poglejmo si skupaj, kje so lahko vzroki za to stagnacijo ekipe iz Wokinga. McLaren MCL 35 je vzbudil velika pričakovanja že na sami predstavitvi. In seveda, vsi se zavedamo, da tisto, kar vidimo na uradnih predstavitvah, še zdaleč ni bolid, ki ga bomo videli potem na progi. Namreč mnoge ekipe se trudijo kar čim bolj skriti tiste podrobnosti, kakšenkrat vidimo tudi starejše šasije, katere malce predelajo, da izgledajo malce bolj moderne, a videli smo tudi primere pri ekipi Williams, ko so samo prebarvali šasijo prejšnjih sezon. A vseeno, na tistih predstavitvah se ni treba izgubljati v podrobnosti prednjega, zadnjega aerodinamičnega profila, difuzorja, kajti samo po sebi je umevno, da tisto ni dokončna rešitev. A pri McLarenu MCL 35 smo videli tisto zanimivo obliko nosnega konusa in prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Namreč videli smo neko hibridno rešitev. Namreč nosilci prednjega profila so bili postavljeni nekako tako kot pri tisti rešitvi z širokim nosnim konusom. Ta trend so pa nekako ukinili z ozkim konusom, kateri je bil nalas podoben tistemu, ki smo ga videli naprimer pri tovarniški ekipi Mercedes. Tako da smo na eni rešitvi videli kar dve različni smernici, kateri sta zanimivi. A seveda tisto, kar nam je lahko zanimivo na prvi pogled, še ne pomeni, da je učinkovito na progi. Zato sem bil osebno še toliko bolj presenečen, ko na prvi dirki, veliki nagradi Avstrije, Lando Norris zasedel tretje mesto. Seveda malce po spletu okoliščin, a ni važno, tretje mesto je tretje mesto in dobil je prav toliko točk, kot če bi jih osvojil z prehitevanjem. Zato so pričakovanja pri ekipi McLaren narasla in treba je poudariti, da ekipa McLaren ima še danes med navdušenci Formule 1 kar nekaj zvestih navijačev. Mnogi se spomnijo naprimer tistega obdobja, ko je za McLaren vozil Ayrton Senna, Mika Häkkinen, oziroma tudi ne smemo pozabiti, da Lewis Hamilton je svojo kariero začel pri McLarenu. In zato smo lahko videli v naslednjih dirkah kar visoka pričakovanja in tudi dobre rezultate. A ne na vseh progah. Namreč na tistih progah, kjer je bilo pomembno imeti nizek zračni upor, so bili pri McLarenu konkurenčni. Čeprav ne zmeraj tako kot na prvi dirki, a kot sem povedal, tam je bil tudi malce splet okoliščin. Seveda tudi drugo mesto Carlosa Sainza mlajšega na veliki nagradi Italije je bil izjemno spodbuden rezultat. Seveda zopet so bile tu okoliščine, a vseeno rezultat, kateri je kazal trend navzgor ekipe z Wokinga. A vseeno, če pogledamo rezultate, ki so jih dosegli od velike nagrade Belgije naprej, če gledamo njihovo hitrost, če gledamo njihov razvoj, ni to tisto, kar bi lahko pričakovali. Še posebej po uvedbi novega nosnega konusa, tistega, ki je podoben rešitvi, ki jo vidimo pri tovarniški ekipi Renault, mislim, da pri McLarenu so nekako začeli stagnirati. Temu lahko doda še nekaj izjava, katero je podal Carlos Sainz mlajši, da te novosti, katere so vpeljali predvsem na veliki nagradi Eiffla, niso prinesle želenih rezultatov. A sedaj se lahko vprašamo, kaj sploh počnejo pri McLarenu, zakaj žrtvujejo določen del hitrosti za rešitve, katere lahko tudi ne prinesejo želenega rezultata. Namreč, kot sem že prej povedal, verjetno pri McLarenu na določenih progah niso imeli dovolj aerodinamičnega oprijema. In zaradi tega smo videli kar nekaj rešitev, naprimer na bočnih smernikih in tudi na ravnem dnu bolida.
Seveda, iskanje aerodinamičnega oprijema hočeš nočeš za sabo povleče večji zračni upor. In to je nalašč podobno tistemu, kar smo videli pri skuderiji Ferrari, le da so oni to spremembo upeljali med modelom SF90 in SF1000, seveda s katastrofalnimi posledicami. Pri McLarenu gredo skozi ta razvoj malce bolj počasi, malce bolj z majhnimi koraki in nekako iščejo neko kompletno konkurenčnost na vsaki tipologiji proge. In seveda sedaj se lahko vprašamo, zakaj so zamenjali nosni konus. Namreč nalašč podobna rešitev tistem, kar sem že omenil kot pri Renaultu, bi lahko pomenila tudi manjši, konkretno povedano, zračni upor, vsaj na tem sprednjem delu. Namreč nosni konus kot tak, če izvzamemo tisti profil, ne bi generalno gledalo pripomogel k aerodinamičnemu oprijemu. Lahko pa dosti doda zračnemu uporu, mislim, da smo si tu vsi enotni. Zato je zanimivo tisto, kar delajo pri McLarenu. Po eni strani vemo, da pogonski sklop Renault ni na nivoju tistega, kar je pogonski sklop Mercedes, o tem smo govorili že v prejšnjih prispevkih. In mogoče je prav tu skrivnost, kaj počnejo pri ekipi McLaren. Razvijajo bolid šasijo za naslednjo sezono, kjer iščejo tisti aerodinamični oprijem, tako da z močnejšim pogonskim sklopom bodo lahko izničili malce večji zračni upor. Seveda, videli smo, da tovarniška ekipa Renault na zadnjih nekaj dirkah je bila bistveno bolj konkurenčna kot McLaren. In prav tu je treba iskati odgovore na tisto, zakaj pri McLarenu z svojim razvojem gre v neko drugo smer, katera sedaj ne kaže rezultatov, a morda jih bo v naslednji sezoni. Dobili bodo lahko paket, kateri bo konkurenčen na več progah, ne samo na nekaterih. In pravzaprav pri Renaultu so konkurenčni od velike nagrade Belgije naprej. Pravzaprav od tiste dirke, kjer je začela neke vrste stagnacija McLarena. In seveda, kot ponavadi, gre za moje videnje, mojo analizo, a zanimivo bo pogledati ta posnetek, ko bomo v naslednji sezoni videli, v kako smer bodo krenili pri McLarenu in kaki bodo njihovi rezultati. Vkolikor bodo začeli biti hitri tudi naprimer na progi v Hungaroringu, bomo videli, da tudi na tem je bilo kar nekaj resnice. Toliko za enkrat, vseeno hvala za vašo pozornost in nasvidenje.